Prišel en mož z brado, ne, pa rekel, Jure, we bought 5 mini towers, ne, 5 naših inštrumentov takih so kupili, ne. Fajn, ne, tako smo na Rusi šele začenjali, ne. We'll shoot them in the space, ne. Ko? Veš, kaj mi je malo bedno, tako, ko pride nekdo iz tega foha, pa vidi te kable, pa kako je to vse razmetano. Se mi zdi, da bo v glavi dogaja tisk, kako bi jaz to bolj naredil. Ja, da je njah. Jure, na Space Shuttle je vse lepo polikani kabli, ali so tudi vezice še v igri? Space Shuttle nočeš do znotraj videti. To me je skrbelo. Imamo naslov. Ne, preden se pa čist poženemo v vesolje in seveda v druge teme, pa preden uradno odpremo ta podcast. Kako sem sil. To ni live, Jure. Atmosferci rolamo en star podcast, pa je Dan Lenart gor. Siva brana, siva kosa. Ne. To so filtri, veš. Lahko te pa naredimo tazga. Zahvala Petrolu, absolutno, ker še zmeraj podpira tale naš podcast, našo vsebino, kot generalni sponzor, tako da najlepša hvala. Jaz bom tako rekel, jaz se današnjega podcasta zelo veselim, ker na nek način se z Juretom že dolgo poznava. V bistvu so bili to zanimivi začetki, tako zame, pa kot najbrž zanga v poslovnem smislu. In jaz imam Jureta spravljenega v svojemu telefonu kot Jure Merilka. Z nami je Jure Knez, solastnik in ustanovitelj podjetja Devesoft, ki je na nek način, tako ste vi zapisali na spletni strani, švicarski nožek v svetu merilne tehnologije. Tako da dobrodošel za začetek. Ja, hvala za povabilo. Jure, a še ti želiš kaj dodati? Ja, jaz bi še dodal eno poetično tako, ali? Ja, poetično, pa tako kot jaz vidim današnjega gosta, ne. Jaz dostikrat pravim, da Slovenci smo narod inženirske kulture, narod tehniške kulture, ampak danes z nami sedi tudi slovenski Elon, pa slovenski Steve, ampak na slovenski način, kar pomeni, da je ob vsem razvoju, podjetništvu obdržal tudi tisto pravo slovensko srce, kar je meni najbolj všeč. Jure Knez svoje zaposlene ne vrednoto v številkah, ampak kot sodelavce, pa jaz mislim, da je malo podjetij v tem trenutku na svetu, ki imajo pred sabo 100-letni plan, tak čisto realen. Jaz mislim pa, da jih je kar veliko, ne. Ko so že imeli 100-letni plan dolg nazaj, ne, pa ga uspešno izvajajo, ne. Ampak jih je pa treba najti, ne. Pa je vzdržen ta 100-letni plan? To pa mene, po resnici povedan, to pa mene ne zanima, ne. Ne naslednjih 50 let še recimo, ne. Ampak pol si pa res želim, no, da bi bila v Sloveniji, da bi bil ne samo naše znanje pa tehnologija, ampak tudi, da bi bil kapital cenjen, da bi slovenska podjetja, tako kot recimo, ne vem, v tujini so podjetja, ki že vrsto let zelo dobro delujejo, ne, v Sloveniji pa te zgodovine ni, ne, in se mi zdi, da se moramo tega naučiti, ne, in da je tista ideja, da podjetje narediš, na hitro zaslužiš, pa ga potem prodaš, ne, se mi zdi, da morajo dobiti neko kontrautež temu, da so podjetja, ki pa jim želijo da ostanejo v naši slovenski lasti, da vlagajo nazaj v okolje, ker se mi zdi, da je to neka hrbtenica za prihodnost. Pa, to vprašanje sem si zastavil nekje za bolj proti koncu, ampak ker si lih to omenil, a je Slovenija v bistvu dobro okolje za podjetništvo, ali ne? V bistvu zelo zaostajamo, ne. Bil je nek čas, ko smo dobro napredovali, se razvijali, zdaj pa so dežele, ne, recimo že naša soseda Hrvaška, ne, ki nas prehitevajo po desni in po levi, ne. In rečemo, eno žalostno dejstvo je, da več kot 80% startupov s slovenskimi koreninami, ne, to pomeni z našim znanjem, se registrira v tujini. Samo manj kot 20% pa doma. Shit. To pa je zaskrbljujoče. Vsekakor. In to je tisto okolje, ne. So določene stvari, o katerih že dolgo časa govorimo, ko bi bilo dosti
enostavno za spremeniti, bi veliko pomagale. Recimo, če hočete ustanoviti podjetje v Sloveniji, pa imaš neke tuje partnerje, mora tisti tuji partner priti fizično v Slovenijo, vsi na isti dan, vsi v isto uro, k notarju, da se to naredi. Take stvari, ko so nerazumljive v današnjem času, ampak jih pač še nismo uspeli rešiti, pa jih upam, da jih bomo čim prej. A pa si bil kdaj na tej točki obupa, da si pa rekel, zdaj bi pa jaz kar vse preselil kam drugam? Ne, v bistvu je tako, če čist pogledamo objektivno, da nas je 200 zaposlenih v Sloveniji, vse skupaj nas je pa 400, to pomeni v teh 20 deželah po svetu, ko so naše podružnice, jih je že praktično več kot polovica, ne vem, v Ameriki jih je 70, kdaj se je to naredil, nimam pojma, malo se hecam, da smo 4 ustanovitelji, smo si tako, da si svet razdeliš. Ste se igrali zemljo. Tako, kot nek monopoli, in jaz sem dobil Ameriko, in potem ta Amerika je dolg časa potrebovala, da je postala uspešna, in potem sem preživel časa tam, ampak potem je pa udarila korona, in potem par let nisem mogel tudi jih obiskati, vsi so res naredili izjemno delo, ampak takrat jim je pa začeli res dobro jeti. Tako da v bistvu je pomembno, da imaš v teh deželah po svetu res dobre vodje, dobre ljudi, da se nekako ta kultura vzgoji, pa ponotranji, potem pa res lepo vidi, da stvari lahko tečejo tudi samostojno. Čak samo, Jure, veš, kaj se mi zdi prav, ko vidim, da je Ciril že malo nestrpan. Mi radi postavimo neko časovno strukturo tega podcasta, tako pa jaz sem mogoče prej že malo omenil, kje so bili poslovni začetki, pa bomo prišli do te točke, ampak Ciril je rad postavil vprašanje, kako že ti rečeš? Ja, čez 1 uro moram biti na Brdi, tako da... Ne, dajmo na hitro sam to narediti. Bo malo zamudil. Odkot prehajaš pa predvsem kako so izgledali mogoče na hitro tvoje otroštvo, odkje zanimanje za ta foh, pa predvsem, če sem prav razumel, ker smo neke vsebine tudi pokonzumirali, da smo se izobrazili, da vemo, s čim imamo opravka. Od faksa naprej je šlo pa pol kar hitro poslovne vode. V bistvu izhajam iz neke tehnične družine. Ata je bil strojnik, mama je tudi strojni faks naredila, tako da to je bilo nekako mi položeno v zibko. Zmeraj sem tudi zelo užival v tehniki, občudoval Formula 1, recimo, se igral z Lego kockam, šel na srednjo strojno šolo, potem na strojni faks v Ljubljani, kjer sem naredil po nekem naključju celo doktorat. Ampak je bil res profesor Matija Tuma pa Ivo Bajsič, sta bila taka mentorja, da jih je resnično zaiskati. Ona sta rekla oba dva, da moram nekako iti v svet, moram se preizkušati, moram v praksi delati, tisti doktorat boš pa že naredil. Ampak se je bilo pa na koncu kar nekaj dela, ampak je bilo pa res, da je ta prav praktični del je tisti, ki mi je že med časom študija dal ogromno. Ok. Kaj, Jure? A teorija, strojna teorija, jaz si sploh ne predstavljam, ker jaz sem tudi diplomiral na naravoslovni fakulteti in si sploh ne predstavljam neke teorije brez prakse. Ampak se mi zdi, jaz sem se na svojem fakulteti tako počutil, da veliko stvari smo se učili, veliko nekih podatkov smo obdelovali, veliko nekih podatkov smo mogli na pamet znati. Jaz sem pa skozi občutek, da jih ne znamo uporabljati. In kako pa ti na to gledaš? A se ti zdi, da še vedno, bom rekel, na fakultetah, ki so že zelo ozko usmerjene v tem, kaj bi, predstavljam si na strojništvo, en gre v termodinamiko, druge v toplotne batne stroje, en gre v klime, kaj, ampak se mi zdi, da se še vedno preveč v našem šolstvu daje poudarka na teoriji. Ja, se strinjam, pa to ni samo na fakultetah, ampak že v osnovni šoli, že v srednji šoli, kjer v bistvu se išče neznanje, kjer se otroke ne motivira z
iskanje novega znanja za projekte in tako naprej. In je v svetu recimo ogromno prakse, kjer temu ni tako. Pri nas se pa tega moramo še nekako narediti nek preklop v možganih, da obstaja internet, da so veliko stvari, kar mogoče v preteklosti niso bile tako enostavne na voljo, so danes na razpolago praktično v vsakem trenutku in da moramo otroke učiti drugih stvari. Moramo jih naučiti, ne vem, vrednot, moramo jih naučiti, da se želijo izobraziti, moramo jih naučiti nekega odprtega načina razmišljanja in tudi, recimo, če gledam na fakultetah naših, ne, pa bom samo en projekt navedel, ker jih je več, ne, takšnih, ampak tako, ker smo bili mi zelo vključeni tudi v njega že v zgodnjih letih, je Formula Student, kjer morajo študenti narediti celo formulo, ne, mi potem jim seveda pomagamo z merilno opremo in z njo tekmujejo in to jim da tisto znanje, pa en zagon, pa delovne navade, pa neka praktično izobraževanja in v bistvu pri nas so praktično najboljši zaposleni prihajajo prav iz takih projektov, ker znajo res vse, do tega, kako karbon narediš, do tega, kako ECU motorja nativneš, da bo boljš delane. Ogromno stvari, ki se jih nikoli ne bi naučili na fakulteti, obvladajo. Predvsem je pa ta odprt pogled, da ja, če pa kaj ne znam, sem pa naučil, ne. Lahko čisto eno tako vprašanje, zdaj mi je, ampak kar si res mojster v merjenju, pa kar si rekel, da te od malega to zanimalo, a ste v Trbovljah kdaj zahtevno merilno napravo zmerili, ko gre dejansko Tomasova šterka hitro po ravnem? Tega nismo. Če sploh je kakšna ravnina taka, da... Ja. Smo pa zmerili, ko gre Nevera v Rikverc. Ste bili zraven? Ja, seveda, tistih 23 svetovnih rekordov v enem dnevu je bilo izmerjenih z našo merilno opremo, ne. Pa so pa naslednji dan ali pa čez nekaj časa so naredili pa še v Rikverc, pa mislim, da je bilo, ne vem, koliko 250 ali nekaj tazga. Ja, nekaj tazga. 275, neka nora hitrost. Se je mrgu, da je bil pod tem rekordu pri nas v podcastu, ne? Ja, to je čist test driver za Rimca, ja. Sam ni pa on pelil tega, ne. Enega od teh je, sam ne vem, a je splošno hitrostni za električne avte ali pa tega v Rikverc. Ne, v Rikverc ga ni on pelil. Ja. No, anyway. Jure je prej omenil, da si zelo hiter s faksa skočil v poslovne vode. Kaj je bil vzgib? A se ti je zdelo, da temu svetu nekaj manjka, kar ti znaš? Ne vem, recimo pa če gledam družino, ne izhajam iz nekih podjetniških, nimam nekih podjetniških korenin, ne, ampak to je kar nekako prišlo samo od sebe. Videl sem že zelo hmal, da bom zelo težko imel nekega šefa, ne. Še danes je to kar problem, da se težko podrejam nekakšnem takem ustaljenem navadam, tako da je bila ta pot, mislim, da kar najbrž edina, ne, možna. Pa tudi v bistvu že zelo zgodaj je prav ta stik s strankami, da rešuješ tehnične težave in še danes nekakšen, ko pravi, jaz imam pa problem pred stranko predstaviti kakšna stvar, ne, vsi smo tehniki, ne, noben od nas niti imaš dva tipa prodajnikov, ne, po nekem ameriški teoriji, ne, imaš technical sales, ne, pa imaš bullshit artist, ne. Noben od nas ni bullshit artist, ko kar pele, ne, stranko, ne vem, na barbecue, pa na fuzbal tekmo, ne, pa ne govori nič o tehnike, ti smo že rešili, ne. Ampak rečem, ne, že to v bistvu mi vedno rešujemo težave ali pa izzive strank. In tu nas je v bistvu nekako v preteklosti zmeraj peljalo naprej, ker ko pa jaz vem, kako se Space Shuttle telemetrija dekodira, ne, ali pa recimo kako avtomobile testirajo, da res držijo nakrat 100,000 kilometrov, ne, ampak vse to smo se naučili v nekem takem res tesnem sodelovanju s ključnimi strankami, ne, in teh danes recimo me dostikrat vprašajo, ko pa recimo Kitajci, ne, ja, teh 25 let je težko nazaj zasukati, ne, se ti vidiš, kot so kakšne tipke na ekrani, ne, ampak zakaj je to tako narejen, na kakšen način dela, kakšna je logika ozadij,
tu je pa sam tist, ker moraš res stranko dobro razumeti, pa narediti tisto, kar resnično potrebujejo. Ne. In v bistvu, če gledam, ta naš DVSoftX software je nek skupek, nek kolaž vseh teh izkušenj s ključnimi strankami iz avtomobilske, letalske, power industrije in tako naprej. Jaz lahko to potrdim, ker kot sem rekel, to, da dajete podporo strankam, je čist res, zaradi tega, ker jaz, kot sem rekel, imam tebe spravljenega v telefonu kot Jure Merilka in to izhaja še iz tistih začetkov, ker smo pri avtomagazinu smo seveda upravljali meritve vseh testnih avtov in to na ta način, da smo imeli DVSoftovo merilko, ki si jo ti takrat še enkrat, ko sem jaz prinesel nazaj v Trbovlje, poimenoval dinozaver. Ne? Ja. Je bila ena prvih. Ne? Ta je izhajala iz res romantičnih časov podjetja. Ja. Ja. In takrat ni bilo nekega hotlina, da si poklical v DVSoft pa prosil za nek support, ampak si imel Jureta spravljenega v telefon in če kaj ni šlo, ne, si poklical Jureta in si takoj rešil prek telefona te stvari. Ne. Tako da ja, romantični časi, ampak so pa tu časi začetkov vaših. No. Daj malo povej, tako, kam je šla usmeritev na začetku? A ste hoteli biti izključno v avtomobilskem svetu ali ste že takrat pogledovali v vesolje ali kako se je vse skupaj zgodilo? Ja, v bistvu tako, če gledaš, ne, je ta vesolje kar našel nas, ne, z NASA, tudi da smo firmo naredili leta 2000, potem pa leta 2003, od takrat naprej že praktično 20 let, čedalje bolj tesno sodelujemo z NASA, kar nek, ne vem, čudež, ne, ampak ta avtomobilski del posla, ne, je bil pa zmeram še toliko bolj zanimiv. Ne. Zaradi tega, ker recimo v NASA, ne, smo tam šli pogledati ta firing room, ne, to je tam, ko so tiste v Kennedy Space Center, so tiste okna, ne, ker so se v Armagedoni videle, ne, in potli je odprl vrata in je rekel welcome to the blast from the past, ne, in tu dejansko tisti stari računalniki. No. Še Spektrum. Ne, v bistvu so prve računalnike naredili za vesoljske projekte. Tako so se računalniki te digitalni naredili in tu je pol so upgradali iz 16 kilobajtov na 32 kilobajtov spomina. Tako je izgledal tisne. Ampak ta avtomobilski del posla, ne, je bil pa tudi zmeram zelo zanimiv. Od sodelovanja recimo s Formulo 1, ne, dolg časa je bilo, da edin McLaren ne kupuje, ne, naših inštrumentov, ker so imeli čisto svoje, ne, ampak zdaj je tudi nekaj projektov bilo v McLarenu. Pa potem te naše velike stranke, ne, recimo General Motors je v eni določeni fazi bil tisti, ki nam je dal nekako nervjet zagona, ne, pa tudi sodeloval pri razvoju naše glavne linije Sirius merilnih inštrumentov. Ne, smo prinesli prvi prototip, tu se je grel, se je nenormalno, ne, ampak je pa delo dober, ne, in potem smo v bistvu na tej osnovi, ne, ne vem, ko je Volvo, Scania, Renault, Fiat, ne, so začeli kupovati tudi naše merilne inštrumente, ne, je bilo zmeram tisti, ker bila iz GM-a poklič, pa ti jo povedal, ne. In se je oglasil na telefon in je povedal, mi smo zelo zadovoljni z DVSoftom, je bil to naš najboljši prodajnik, ne. Tako da ja, v bistvu je ta avtomobilska industrija s testiranjem prototipov, kako iz enega prototipa prideš v končni proizvod, je res izjemna. Ne? So zgodbe takšne, ne vem, avto recimo za Južno Ameriko je čist drugačen kot avto v Evropi. Ne? Mislim, čist drugačen ni, ampak so pa razlike, ne, kar precejšnje, zaradi tega, ker mi recimo, ko delamo na durability teste, ne, imamo skoraj edin, ki ponujamo merilne inštrumente v avto in pa potem na four-poster, na test benchih, da to reproducirajo in se vozijo, ne vem, 10,000 kilometrov po slabih cestah, potem izrežejo tiste dele, ki so kritični in potli to v bistvu v 2 mesecih na teh test benchih v življenjsko dobo nekega avtomobila nekako ponovijo. Ne. In to recimo, ne vem, sem govoril z inženirji v Braziliji od Volkswagena, ne, so rekli, so prišli Nemci, ne, so rekli, mi
mi pa znamo avte delati, ne? Ampak so prvi Volkswageni imeli kar precejšnje težave. Ne? V Braziliji. Ja, in so mogli potem prilagoditi avto, ne, določene komponente tistim cestam. Ne? Tako da tu recimo so take stvari, ali pa drug primer. Ne? Zdaj smo imeli ta teden, se pogovarjamo, da bi naši inštrumente imeli tudi v crash testih. Ne? Je treba tudi določene stvari narediti, ne? Ampak recimo crash test Dami, ki je bil definiran v 60-ih, ne, je visok 178 cm, pa 75 kg je težek, ne, in vsi crash testi se delajo s tem. Ne, ne vemo pa recimo, ne, da recimo ena mehna ženska, ne, lahka, ne, ima 70% več možnosti za poškodbe, pa 15% več možnosti, da umre v nesreči kot ta crash test Dami. Ne. Tudi recimo veliki pa težki ne, imajo manj možnosti za to, ne. Ampak to je takšna stvar, ne, ki bi jo lahko izboljšali, ne. Ker gre v glavnem za to, kako se te sistemi odzivajo na nesrečo. Ne. In ti že iz same pozicije sedeža veš, koliko je velik človek in tako naprej. Ne. Ampak tega se zaenkrat še ne uporablja. Ne. Tako da to so take stvari, ki lahko grejo še naprej. Ne. Tehnika še ni rekla zadnje besede, ne, tudi na tem področju. Ne. In tako se naši inštrumenti uporabljajo, v bistvu zmeram za razvoj novih stvari, novih tehnologij, tistih, ki se morajo kvalificirati, ne, ker danes je ogromno na simulacijah, ne, ampak več kot je tehnologije, več kot je simulacij, več testirajo. Ker morajo zapreti ta krog med simulacijo pa validacijo določenih komponent pa celotnih vozil, da res razumejo, kaj se dogaja. Ne. Tako da, v bistvu v eni točki se morata srečati realni pa virtualni svet. Ne? Tako. In tudi pri Formuli 1 recimo, ne, so najbolj uspešne ekipe, ki imajo ta krog najbolj zaprt, ne, da že v simulacijah lahko predvidijo stvari, ki se bojo pol v realnem svetu dogajale. In ker pride do nekega napredka tehnologije, recimo elektrifikacija je značilen primer. Ne. Tukaj se dogajajo stvari, kjer mora merilna tehnika šele pokazati, kakšna je resnica. Ne. Patologijo dati, ne? Tako, ne. Recimo dosti teh avtomobilov se je razvil z merilniki toka, ki niso imeli take visoke frekvenčne karakteristike. Niso mogli visokih frekvenc zmeriti. Enostavno niso vedeli, kaj se jim dogaja. Ne. In potlih so, ne vem, določena podjetja, na omenu katera, ne, so naše merilne inštrumente dali noter v avto, ne, so rekli, narobe merite, ne? In pa smo šli gor, kako narobe merimo. Ne? In pa se je izkazalo, da je ta šum, ne, ko smo ga videli, ni posledica merilnega inštrumenta, ampak posledica visokofrekvenčnih motenj na inverterji. Ne? To je tista stvar, ki s časoma nekako avto komponente v avtomobilu odpovejo, ne? Zaradi tega, pa učinkovitost je manjša. Ne? In tukaj je res visokonapetostni pretvorniki se začnejo pregrevati, pa take stvari. Ne? Ja, recimo tudi na omrežjih, ne, zdaj, ko je čedalje več sončnih elektrarn, čedalje več varčnih žarnic, ne, tu na nizkonapetostnem omrežju znamo dobro to zmeriti, ne, ja, na visokonapetostnem pa ne. Ne obstaja te tehnike. Meni je bilo noro fascinantno, ko sem spremljal ta postopek Rimca, ki je šel v bistvu iz simulacije crash testov v resničen crash testa, ne. Kako so v bistvu predvidevali te zadeve in koliko se je poklopilo to dvoje, ne? A ste imeli tam prste zraven ali ne? Ne, vem pa, da je Rimac v bistvu naredil crash test na 10 avtih, pa 45 testov je naredil, da je to kvalificirano. Da so dobili certifikate. 10 avtov, veš, koliko dragih so razbili zaradi tega. Ne. Ampak to je del razvoja. Ne. Jure, jaz imam en izziv, ki me matra tudi kot avtomobilskega novinarja in vedno znova se s tem srečujem. Ne. Se pravi, poraba energije. Pa pustimo, kakšen je tip energenta. Ne, ne, tu moramo odpreti tema. Ta VLTP mene ubija, ker jaz pogledam na VLTP, sploh pri električnih avtomobilih, niti približno, ali pa zelo, zelo redkimi v najbolj optimalnih pogojih pridem na ta VLTP. Ali lahko kaj nekaj rešimo? Zakaj ob vseh,
ob vseh teh tehnologiji. Ne vem, tvoja ekipa je leta 2003 ali 2006 znala dekodirati stvari, ki jih je Space Shuttle poslal v kontrolno sobo. Mi se pa kle okoli tega VLTP-ja lovimo, pa je čisto jasno, pač avto daš na cesto, zmeriš. Zakaj je ta VLP tako nenatančen? Jaz mislim, da je to en del marketinga. Ne. V Evropi nekako smo zdaj čist politično se odločili, da bencinski, dizelski motorji niso več zaželeni. Ne. S tem se mi zdi, da smo vrgli en velik del našega razvoja, tistih, kako bi rekel, res ključnih elementov znanja, smo praktično rekli, tega ne bomo več počeli in s tem ustvarili še eno odvisnost od materialov, od tehnologij in v bistvu se mi zdi, ne, da ta range, ne, je bil pri bencinskih pa dizel vozilih čist jasen. To ni bil problem. Ne. In tukaj pa zdaj, zaradi tega stanja baterije, ne, je pa tu tako velika težava, da enostavno avtomobilisti morajo nekako tu pokazati v neki dobri luči, da vsaj približen nekako zgleda. Ampak vemo, da se pojavljajo že kako bi rekel, range anxiety, ne, in veliko lastnikov električnih avtomobilov, ki so v bistvu zavedeni s tem, ne, ne kupijo več električnega avtomobila. Ne. In mislim, da tukaj tehnika mora napredovati s enim svojim tempom. Ne. In tukaj se mi zdi, da želimo prehiter preveč. Ne. In recimo električni avtomobili za mene so izjemno dobri za kratke vožnje, za v mestih, za kakšen car sharing, ne, in tako naprej. Ampak mi, ko živimo po hribih, ne, ja, tu ni, ne, pa sem probal osebno, ne, ampak tu nucaš nek še tak konkreten, ne, motor, tak zabaven, da zanimivo je prej, ko so vas obtožili tako čez prst, ne, iz laboratorija vas poklicali, pa so rekli, da narobe merite, pa ste ta šum ugotovili. Ne. Mene fascinira, kako v vseh merilni tehniki o podobno močnem elektromotorju, podobno zmogljivem pogonskem akumulatorju, naprimer ima en avto 1000 kg vlečne moči, drugih ima pa 1600. Ne? In se mi zdi, že kle se ta šum v meritvah odraža, kad ti praviš, ali se motim? Ne, to ni stvar meritev. To je čisto stvar interpretacije rezultatov. Ti lahko pokažeš rezultate na 101 način. Ne? In tukaj se pač poskuša pokazati rezultate v najboljši luči. Ne? To je dejstvo. Ne? In tukaj se mi zdi, da se Evropa nekako zdaj počasi se je začela spraševati, ko je pa res naša prava pot. Ne? Ampak žalostno je pa to, ne, da določen del tehnike se pa resnično ustavil. Ne? Razvoj motorjev znotraj in izgorevanjem razen za ladje se je ustavil. Noben tega ne dela več. Ne? In namesto, da bi te motorje nekako, mislim, so različne poti tehnike. Ne? Če bo en izumil, da bo v pesti lahko spravljena 1 megavatna ura, ne? Potem je to čisto druga zgodba. Ampak danes je vprašanje, kdaj bomo takšno baterijo lahko videli, pa da je varna, pa da ne zgori 150 avtov v parkirni hiši in tako naprej. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, da smo nekako prehiter šli v eno smer, ki je škodljiva, pa ne vpliva toliko konec koncev na globalno sliko. Ne? Bolj počas bi morali pustiti, kako bi rekel, čist tržni ekonomiji pa proizvajalcem, da naredijo prehod na bolj smiseln način. Ne? Ker tudi, recimo, če gledamo, pa tudi, če bi baterijo, kakor bi imela 1 megavatno uro v eni pesti, ne? Tudi, če bi imeli to, infrastruktura danes še sploh ni pripravljena za kaj takega. Velike polnilne moči, govoriš predvsem. Ja, pa samo že dovolj moči na eno regijo, ne, da vsi, kakor pridejo, ne vem, zvečer domov, da avto napolnijo. Ne. Tako da tukaj se mi zdi, da nekako res moramo pustiti tehniki
da napreduje, usmeritev je jasna, hočemo živeti v nekem lepem okolju, ne, ampak moramo dokaj priti. Ne. In obstaja tehnično ogromno smeri, kako lahko to dosežemo. Ni edina ta pot, ki smo jo zdaj začrtali. Jure, ti poznaš praktično vse branže mobilnosti zelo dobro, če začnemo odhodu v vesolje, se pravi aerospace tehnologiji, letalski tehnologiji, avtomobilski tehnologiji, nautični. Kako gledaš ti v prihodnost, kaj je danes tisti energent, ki ti misliš, da dejansko se lahko mi na njega najbolj naslonimo, da bomo stopili na pravo pot? Ja, zdaj tako, ne. Fosilna goriva so očitno nepopularna, ne, in omogočajo pa po svoji energetski gostoti eno tako zelo dobro mobilnost. Ne. Tako da najbrž nekaj časa bomo to še morali uporabljati, ne. Potem je pa vprašanje, kako iti v ta zeleni prehod. Ne. Jaz vidim, da tudi recimo na vse ta želje, da bi šli večinoma na sonce pa na veter, ne, da je tudi težava ista v shranjevanju energije. Ne. In mi se zdaj v podjetju igramo z načini shranjevanja energije v toploti. V bistvu delamo na tem, da bo naša nova proizvodna hala, da ne bo potrebovala nobene zunanje energije brez obratovalnih stroškov, ampak tudi ne bo nič obremenjevala okolja, pač s kombinacijo sončne energije, pa toplotnih črpalk, pa letnim shranjevalnikam energije v obliki geosond. Ne. In to zdaj se mi zdi, da deluje, ne, zelo dobro. In na ta način lahko rešimo en del te težave. Ne. Ampak tako, kako bi rekel, na nivoju države pa na nivoju sveta, pa se mi zdi, da bomo mogli še kar uporabljati vire, kot je jedrska energija, da bomo lahko v bistvu zagotavljali dovolj tega, ko se reče, base loada, ne, te osnovnih potreb. Potem je pa samo vprašanje, kako to energijo, ki jo pač kreiraš na določen način, kako jo pretvoriti v mobilnost. Ne. In električna energija je ena stvar in tukaj je napredek. Jaz osebno ne vem, ne, če poslušaš recimo naš kemijski inštitut, ne, mi smo se na eni okrogli mizi, smo se šla z direktorjem kemijskega inštituta staviti za gajbo pira, da bo čez 15 let, da bo vsi avtomobili električni, ne, da bo baterije, da bojo tako napredovale, da bo tu sploh ne bo več vprašanje, ne, ker motorni sklopi so fantastični. Ne. Čudoviti, tudi izkoristki so noro, ne, ampak je treba to energijo nekako proizvediti, pa jo nekako shraniti. Ne vem, tudi na vodiku, ne, so kar precejšnji izzivi, da bi to spravili v življenje. Ne. Ampak tu se mi zdi, da je vedno smo si dali določene tehnične izzive, ki smo jih potem s časom rešili. Nekateri so bili bolj zapletene, drugi izzivi so bili manj zapleteni, ne, ampak pač tehnika napreduje. Nekdo se bo enkrat spomnil nekega res vrhunskega principa. Ne. Za nas je pa v bistvu vse en, zaradi tega, ker mi znamo zmeriti vse. Okay. Ta je kar močna, mi je všeč ta trditev. Lepo si pentelco potegnil na koncu. Zanima me pa, kaj je bila pa, bom rekel, v nam najbolj blizu svetu, avtomobilskem svetu, najbolj eksotična ali pa najbolj zahtevna meritev, kar ste mogli narediti, ali pa merilno napravo izdelati. Kaj je bil naročnik, ki je vse, ko si ti rekel, čak, kaj? A imamo kakšen tak konkreten primer? V avtomobilski industriji, ko je bila najbolj zapletena stvar. Zanimivo, ne. V bistvu mogoče je ena stvar, ker mi zdaj
pade na pamet, ne, so veliko kanalni hitri sistemi, ko tudi zaprejo krmilno zanko. Ne samo, da se uporablja sistem za meritve, ne, ampak se tudi v realnem času podatki dajo krmilniku, da potem izvaja test, ne, recimo na forposterih. To je bila taka stvar, ki smo razvijali kar precej let. Pa tudi matematične stvari za meritev zvoka, vibracij, so tudi, pa tudi recimo električne moči, ne. Tudi te sistemi zdaj z novimi inverterji so kar komplicirani, ne. Ker danes recimo včasih je bil problem v avtomobilu, ne vem, vibracije, ne. Itak, če pogledaš neko tako zastavo staro, nek si po določeni hitrosti, ne, zdaj začeli nekaj šklepetati, pa je pol nehal, pa je začela neka druga stvar šklepetati, danes tega je redko kdaj opaziti, ne, glih zaradi tega, ker je ta tehnika modalne analize in tako naprej tukaj napredovala. Pri zvoku pa se zadeve spremenile, ne. Pri električnih vozilih ni več toliko problem hrupa, ne, ampak je problem kvalitete zvoka, ne, ker da ti skozi neki zuj z visoko frekvenco ni prav nič prijetno. Ne. In ta sound quality, ko to imenujemo, je čisto neko novo poglavje v razvoju tehnike. Smo ga mogli razviti na osnovi tega, ker se je motorni sklop spremenil. Da se napeleš 400 km, imaš občutek, da se lahko začneš z delfini pa kiti pogovarjati. Všeč mi je, da si ga to vprašal, ker moje vprašanje je bilo praktično identično. Kateri je bil tvoj največji izziv ali pa je največjih izzivov. Bi pa hotel, da potegneš vzporednico, če jo sploh lahko, a je bolj zahtevno delati z NASO ali pa za NASO ali pa za eno avtomobilsko znamko, ki je, verjamem, tudi izredno zahtevna, pa ima neke... Ja, po pravici povedano, je ta aerospace industrija, bi rekel, vložki se mi zdi, da so večji. Ne. Mi recimo pozabimo NASA, ne gremo na mogoče na Evropsko vesoljsko agencijo. Ne. Ti so dobri, ne? Ja, zdaj pa tako, ne. To je pa spet še ena ura debate, ne. Kdo je, ali je nek startup kot SpaceX, ne, ali so te naši. Ne. Končni rezultat je, da je payload na Ariane 6 dvakrat dražji kot na SpaceX. Ne. Tako je. Ne. Ampak so pa te zelo konsistentni, zanesljivi, stabilni. Ariane 5 ni imela nesreče, sploh ne vem, če kdaj imela kakšno nesrečo. Ne. Ampak recimo mi smo imeli test teh side boosterjev, ne, v francoski Gvajani. Ne. To je v bistvu raketni motor. Na strelišče. Ja. A ti si bil tam? Ja. Pa si prav uploadal te stvari gor. Ja, to je res dobra zgodba. Ne. V bistvu, ne, ta prvo so se testirale komponente, ne, in to izgleda tako pač raketni motor, ne, iz enega kosa karbona narejen, ne, ga prešrafajo na eno zgradbo, pa zahacajo, pa upajo, da bo vse šlo dobro. A so torek šrafi? Ja, in tak test stane 50 milijonov evrov. Ne. Ne, to je resna stvar. Ne. Ja. Pa v bistvu, ne, so enkrat, to je bilo med korona, ne, so rekli, Evropska vesoljska agencija je zelo zanimiva reč zaradi teh večjih držav, pa georeturni, pa tako naprej. Ne. In v bistvu smo mi merilni sistem za izstrelišče za Ariane 6 smo poslali v 3 različne dežele. In pa so tu vse poslali v francosko Gvajano, pa inštalirali, pa upali, da dela. Ne. In pa naši pravijo ti. Veš, ko je bilo fajn je dol pa pogledati, če to res deluje. Ne. Če so prav uploadali. Ja, ne, jaz pa pol zadnje cajte programirati, itak mi ne dovolijo več. Ne. Pa tudi, kar se tiče dela, ne, v glavnem sam še govorim, ne, neč kaj praktično ne delam, ne, ampak so rekli, Jure, da petine. In jaz sedim na tistem avionu, tuhtam, kurja, buh večem še znov. Ne. In to je velik sistem, ne. To je, mislim, da je bilo vse skupaj 1200 kanalov, ne. Na izstrelišču z visoko hitrostjo, sinhroniziran optični kabli do tiste, do sobe za izstrelitve, ne. In pol smo se kar 3 dni, ne, en dan sem jih gledal, kako delajo, sem rekel, fantje, zdaj pa povrstne, dajmo to narediti, tam, ne, tako. Si jim dal strukturo? Struktura, ko ga v bistvu smo se res naučili v NASA nas je ogromno naučila. Ne, in smo po 3 dneh smo resnično tako uspeli, da
in to je bilo, 2-3 leta pred izstrelitvijo, smo uspeli, da je pač sistem dobro pa stabilno deloval, ne. In pa se izpeljem nazaj na avion, ne, in sem nekako čutil da zmeraj ima človek v življenju nek tak dvom vase. Ne. Intuicijo. Ne, ampak ali res narediš eno stvar, tako da je sam pri sebi človek zadovoljen. Ne. Ja. Ampak takrat, ker smo to tam dol sposobili, smo rekel, na področju merilne tehnike se mi zdi pa, da smo res naredili, pa če bil tudi ta zadnja stvar, se mi je zdelo, da smo naredili nekaj signifikantnega v svetu. Ne. Tak je res dober občutek je bil. Ne. In pri avtomobilski industriji je isto, ko vidiš, da so, ko imaš serijo avtomobilov, ki so bili testirani z našo merilno opremo, vidiš, nekaj smo pa naredili za varnost, zato da se vozimo boljš. Je tak dober občutek, pa 25 let je trajalo, da priješ do tega. Čak sem to zadrž misel. In ti si šel takrat na avion in je bilo tako, kot da bi napisal en dober članek, ki si za sabo prebral, si rekel, raketa dela. Ne? Ja, v bistvu, merilni sistem za raketo dela, raketa se pa razvija. Ja, to je druga. Pa še eno zelo pomembno, ki me pa res ferbec matra. Ti si povedal, kakšen je to motor, koliko stane tak test. Kako pa to izgleda, ko si ti, na primer, tam s softverom prišel? A to je OBD priključek? Ali kako to naložiš sploh v raketo? Ne, to je v bistvu mi testiramo komponente. Tudi v nasi nimamo sistemu načeloma, ker so v vesolju. Mi v bistvu imamo fiksne merilne inštrumente in potem se senzori preklopimo na komponento ali pa na strelišče in merimo te stvari. Avtomobilska industrija, se to je pa mogoče tudi eden izmed izzivov, ima ogromno nekih teh umestnikov, baz sistemov, po katerem so računalniki. Aktuatorji. Ja, pa Ken je old school, to je bilo včasih, zdaj imaš v bistvu je nek avto, ima primerljivo kompleksnost, kot ima neka raketa. Recimo, ta nova raketa ima, 150,000 različnih vrednosti, ki jih pošilja dol na zemljo. Avto ima pa tudi 50-100,000 stvari, vse v glavnem so memory mapi, ampak sej nima veze, ampak je ogromno nekih stvari, ki jih avto detektira, ki jih je potrebno pol zajeti, pa sinhronizirati z vsemi ostalimi merilnimi sistemi. Recimo, en tak dober test je fuzij, functional safety, ker ti recimo, ko delaš, že ESP ali pa te ADA sisteme, še sploh imaš eno stvar, da funkcionalno dela, pa imaš pa teste, kaj se zgodi, recimo, če bočni akcelerometer pospeškomer v avtomobilu odpove. In potem, če odpove, tako da ne pošilja več podatkov, je simpel. Če pa začne driftati, smo bili enkrat v Wolfsburgi, smo testirali en avto in potli so injektirali to napako. Avto ni vedel več za sebe. Mislim, tu ga nis ga mogel obvladati, zaradi tega, ker je en kolo je za bremzo, drug kolo je za bremzo, sploh je, čisto mu je zmešal. Pa mu moraš napisati nek programski jezik, da če se zgodi to, če pošilja take podatke, ga čisi sklop. Ja, potem v bistvu delajo na teh ECU softverjih, da te vse različne scenarije, da potem nekako avto obvlada. In ta globina, mislim, to, koliko so avti danes kompleksni, je noro. In tudi potem se vidi, v bistvu v avtomobilski industriji so imeli dva glavna razvojna cilja v zadnjih letih. Elektrifikacija je eden, to pomeni motorni sklop, ta drug pa avtonomna vožnja. In to, da po tolikih letih pa toliko vloženem denarju, še nismo prišli do tistega, da bi rekli, imamo avto, vsaj po avtocest, mislim, ki je bi imeli eno tretjo stopno aktivno zdaj. Jaz štekam, da vse to počnemo na račun varnosti, to mi je vse logično. Ampak mi, da so zdaj lih prišla iz Transfagarašana, kjer so vozila prve Porsche Turbo, pač analogne, brez ABS-a, brez serva. Jaz ne vem, zakaj mi to počnemo na račun nekih vozniških občutkov. To mi ni jasno, zaradi tega, ker dovolj je, da se vrneš nazaj v tem času, da vidiš, da tega mi sploh ne rabimo več. Ja, zdaj tako, odvisno kakšna je ti funkcija avta. In imaš dve.
ena funkcija je, da se peleš od točke A do točke B, pa vmes po možnosti maile pišeš, pa ne, tako, se pravi, bila ideja, ne. To je druga stvar je pa, da vzameš nek V8, ne, pa da se peleš po eni gorski cesti, ne. To je čist druge stvari, ne. No, ampak avto nam podajo tudi na ta način, da vedno bolj kompleksni avti bojo predstavljali neke nore užitke v vožnji, ampak meni se zdi, da v tem primeru gremo v napačno smer, ne. Ja, sigurno je en del tiste romantike, ne, gre, ne. Saj tudi, po moje, če gledaš, jaz sem Formula 1, pa sem bil res fan, ne, ampak zadnje čase sem kar nehal gledati. Evo, vidiš, ja. V tistih cajtih, ki je bil, ne vem, Sena, ne, to je bilo... So bili avtomobili malo nestabilni, ker so bile točke zaviranja drugačne. Ali pa še prej, ne, so vozniki res naredili razliko, ne. Danes z vsemi elektronskimi pomagali je tu borba softvera, ne, v veliki meri, ne. So tudi vozniki naredijo svoje še vedno, ne, ampak obstaja neka meja, ne. Jure, še ena pomembna zadeva, naprimer prej, ko si omenil varnost, pa crash teste, ne. Ker sam delam v slovenskem avtomobilskem klubu v AMZS-ju, veliko se ukvarjamo tudi z ostalimi evropskimi avtomobilskimi klubi v verodostojnosti teh meritev vseh in tako naprej. In tudi opažam, zakaj ob vsej tej merilni tehniki, dragmu razvoju, kompleksnosti avtomobila, ne, jaz nisem ziher, če ima naprimer Euro NCAP referenčno točko, kaj je res dober ESP sistem, kaj je dober lane assist sistem. Ker vidimo, da avtomobili, ki imajo ugrajene podobne, mislim, ki imajo po funkciji enake, ADAS sisteme ugrajene, da se na cesti obnašajo dosti drugačne. Ja. Kako bi z tvojega vidika z nekimi meritvami lahko to poenotili, da bi rekel, ne vem, zakonska podlaga za dober ESP je to, zakonska podlaga za dober lane assist je to, zakonska podlaga za referenčna vrednost za dober radarski tempomat je to. V bistvu mi imamo neko matematični model, ki se mu reče poligon, kjer v bistvu lahko postaviš na zemljo relativno ali pa absolutno referenčne točke, recimo stožce, ne vem, progo, karkoli, in pa enega ali več avtomobilov, ki so med sabo povezane. Tako da v bistvu tu je neka taka osnova, ne, da lahko ti avto resnično dober popišeš pri teh testih. Ne. Je pa ta legislacija sigurno ena taka stvar, ne, ki je $1 million question, ne. Kateri so tisti testi, ki so relevantni. Ne. In včasih, recimo, ko je bil brake test je simpel, ne. Ti imaš, ne vem, razdaljo, imaš pa še ta line deviation, ne, kako se ti avto gre v stran, ne, pa si pa že počasi zaključil. Ne. Ampak če dalje bolj kompleksni so sistemi, ne, če dalje teže tudi definirati signifikantne teste, ne, če se postaviš v drugo vlogo. Ne. Zdaj pa definiri tiste teste, ki ti bojo pa povedali dost, ne, kako se avto obnaša. Ne. Pa gremo še eno stopnjo višji, ko pa avtonomna vožnja. Tu človeški možgani so neverjetni, ne, da vse te scenarije tako sprocesirajo v realnem času, pa znajo to nekako urediti. Ne. Tudi bo po naših ozkih cestih, ne, da bo avto sam vozil, jaz ne vem, če bom dočakal. Jure, kaj pa, zdaj si dal ful dobro istočnico, ne? Vemo, da avtonomna vožnja, že prej si omenil eno ogromno količino podatkov, mora avto v realnem času obdelati. Jaz ne vem, če imam prav podatek, ampak meni se zdi vsakih 100 metrov oziroma kilometrov avtonomne vožnje, govorimo o popolnoma avtonomni vožnji, več kot 200 giga podatkov je treba sprocesirati, obrniti, kakorkoli narediti, da bi se avto res pelil sam samo točke A do B. A ste kdaj ugotavljali ali pa merili, kakšna je pa procesorska moč naših možganov? Jaz mislim, da so možgani kar neverjetni. Pa ja, glih sin mi je zadnjič tu rekel, da obstajajo neke ocene, ne, ampak jih ne vem na pamet, ne, ampak človeški možgani so čudežni in tu vidiš potem, ne, da v nekem testnem, mi rečemo z Daimlerjem delamo kar nekaj na tem področju, ne, v nekem testnem avtomobilu, ne, imaš zato, da se te sistemi, ne, ki nekako
mir zajemajo, pa imaš simulacijo avtonomne vožnje, ne, da mora biti vodno hlajenje. Ne. To je Absolutno. vodno hlajenje v avtih danes za tak, ne, res nujno. Ne. Pa šele v produkciji nekako naredijo sistem, kakor je tako obvladljiv. Ne. Ampak to je danes recimo ogromno tehnologije se razvija prav na s tem ciljem. Ne. In se mi zdi, da so te avtomobilske firme kar malo nestrpne zaradi tega, ker jim še ni dejansko uspelo tega ponuditi trgu. Polk samo ena kratka prekinitev, pa ko smo že pri meritvah, se mi zdi prav, da poudarimo tudi promocijsko sporočilo našega sponzorja in sicer to, da njihovi certifikati, ki jih dobijo za kvaliteto njihovih goriv, govorimo seveda o petrolu, niso neke samooklicane titule iz njihovih laboratorijev, ampak gre za totalno legit meritve največjih evropskih laboratorijev, namenjene za podeljevanje tovrstnih certifikatov. Tako da, zakaj se smejiš? Zato, ker si to noro dobro povedal iz prve stari. Res? Ja, sem se kje ampak vedno rečemo EcoTM, certifikat, ki si ga petrolovo gorivo pač lasti. Ni to neka stvar, ki se oni zaprejo v laboratoriju in na osnovi svojih meritev si poteptajo po prsih pa reče, evo ti EcoTM. Tako je Jure povedal, da si ti lahko neke rezultate po svoje interpretiraš tukaj, pa pri takih pa neodvisnih merjenjih pa ni prostora za neke svoje interpretacije, ki bi jih sebi prikrojil. In ta goriva imajo ta certifikat z razlogom in je tudi prav, pa tudi nam se zdi zelo razumno, da jih poudarjajo, ker do njih ni kar tako pritno. To. Ja. Pa, če že ni, zdaj, ko poslušate, mraz je pritisnil, na pumpi se da dobiti kakšno stvar, ki natočeš, pa si pol čisto šipe, brez da ti kakšna tekočina zmrzne. A že cajt za zimski Vitrex? Ja, stari ne veš, če bo sneg pritisnil, pa bo mraz pritisnil, je bože si pripravljal malo prej, malo pozneje. No. Bože. September bo še to. Iz tvojih ust v ušesa. Ajde, gremo naprej s podcastom. Nazaj, naprej. Meni je hecno, kako noben od vaju še ni vprašal, ker imamo tle človeka iz prve roke. Zakaj imamo hotel to vprašati? Zakaj imamo gor uno Slovenko, ki je obtičala na... Ne mi reči, da je Sunny Williams v vesolju do februarja, zato ker je slovenske narobe zmeru. Ne. Povej, kaj se dogaja. Nimam pojma, nič ne bom. Dobar, gremo ne komentiram. Všeč mi je pa, kako ping-pongamo med vesoljem pa zemljo. Ja, tudi meni. Gor dela Viber. Ne, ampak kar sem pa hotel prej povedati, pa res v tistih časih, ko je Rusija še delovala, sem bil pa enkrat na sejmu v Rusiji, pa je prišel en mož z brado, pa rekel, Jure, we bought 5 mini towers, 5 naših inštrumentov takih so kupili. Fajn, tako smo v Rusiji šele začenjali. Ko pa boste s njimi delali? We'll shoot them in the space. Ko? Ja. Sem rekel, to ni space proof, to je inštrument, ki je narejen kurja za avto, pa ja. Don't worry, Jure, it will work. Dejansko, no se potem so naredili kvalifikacije, v bistvu je bilo samo ta solid state disk je bilo treba zamenjati, vse stvari so pa delovale in dejansko sta dva inštrumenta na mednarodni vesoljski postaji. In to je tudi ena taka stvar. A tvoje? Ja. Ne, no. Jaz sem hotel še malo govoriti o teh občutkih. Še malo o teh občutkih, ker ti zelo stvari analiziraš tako, čez enke pa ničle, pa čez tipala, ampak kako pa to zgleda, ne vem, če leta 2003 odpreš Outlook, pa se tam pojavi mail iz NASA, pač kakšni so to občutki, a je bil strah, a je bilo veselje, kaj je bil tisti prvi občutek? Ne, to je bilo neverjetno, mislim, tako protisne, mislim. V bistvu je kar res to, kar pravijo, da je treba imeti včasih v življenju tudi nekaj sreče, da kljub temu, da imaš visoko tehnologijo, ne vem, pa ti mogoče zmanjka kakšen kanček sreče v določeni fazi, ampak tudi smo takrat po praktično 3, 4, 5 letih razvoja to licenco prodali v NASA, v začetku je bilo to ena licenca, ne vem,
danes 500 evrov, ne, ni bilo nič, ne, ampak je pa odprl vrata, ne, in znanju in tehnologiji in referenci konc konca, ne, ker tudi recimo v avtomobilski industriji, ne, so potem, kako pa vi preverjate, pa zagotavljate stabilnost vaše programske opreme, ne? Ja, delamo za NASA. Next question. Je kar močen statement. Ja. Zelo močen, ne? Pa tudi dejansko so nas ogromno naučili. Ne? Česa, recimo, kaj je način razmišljanja ali izpeljave procesov, kaj je največ, kar ste odnesli ali pa si odnesel od nas? Ja, predvsem to, kako narediti izdelek, ki je konec koncev stabilen, ne? Ker recimo tam smo zelo dobro sodelovali s tem telemetrijskim centrom, ne? In meni je bilo to neverjetno, ne? Da ta vodja telemetrijskega centra, ne? Doskrat, kakor je bil polet, ne? Sploh ni bil v službi. Ne? Zaradi tega, ker je tukrat prigral tiste scenarije, ne, ni to tist, ne, da bi 5 minut pred unem, dajmo še nekaj probati, dajmo novo verzijo naložiti. Ne. Vse je bilo toliko varno, ne, pa te redundance, ko so jih ugradili v sam sistem, ne, so res dale zamisliti, pa so nekako nam dale nek tako pogled v razvoj, ko ga prej enostavno nismo imeli. Ne. In danes je v podjetju, imamo tako imenovan dark room, recimo polovica tele sobe, ne, ki je noter en kup opreme, pa čist na črn je pobarvan. Ne. In tam noter ne sme delati noben, ne, ampak vedno sistemi pa računalniki vzamejo novo kodo, jo skompilirajo, jo v bistvu preverijo z 10 000 testnim rutinam, da v bistvu čez 4 ure dobi vsak razvojnik nazaj feedback, nekaj je bilo narobe, ne, nekaj se je narobe naredil. In to je tista stabilnost, ne, pa se še kar naredi kakšna neumnost v kakšnih mejnih slučajih, ne, ampak da velika večina programske opreme dela pa dobro, ne, je pa treba do kje priti. Ne. To je ni kar samo po sebi umevno. Ne. A se ti zdi, ker mislim, da v zadnjem, vem, kar se tiče avtomobilov hardversko, mi smo že zdavnaj prišli čez te hardverske napake, ki so bili včasih, pa da je počela gret, pa tako, take stvari. Avtomobili so... Odvisno, kakor je avto. Ampak veliko avtomobilov je ratalo zelo zanesljivih. Ne? Vidimo pa, da imajo zelo velike težave pri teh prekletih kodah programskega jezika. A misliš, da se je tukaj enostavno preveč hitelo? Ali zakaj je v določenih znamkah tako nestabilna ta programska oprema? Ja, jaz mislim, da je to tako, ne, da vsaka, kot sem že prej rekel, ne, vsaka tehnologija, vsaka tehnika potrebuje svoj čas. Ne, in prav tako je ta elektronika, programska oprema, tudi to, kako pišejo to programsko kodo, se je zelo spremenilo v zadnjih letih. Ne. Morali so narediti orodja, morali so narediti sisteme, da to dobro deluje. Ne. Tako da, če dobro poznaš kompleksnost, ne, te kode, je še čudno, da še ni več napak. Ne. Tako da to niso enostavne stvari. Ne. In to narediti avto danes, da bi si rekel, ne, da bi rekel, da pa dajmo iz nule narediti tudi A do Ž avto, ne, to je, mislim, 100 let nazaj je bilo to bistveno bolj enostavno. Ne. Ej, a si kakšno mesto, če je pa pri vas, mogoče pri samaznem procesu, boš mogoče lahko bolj specifično povedal, našla umetna inteligenca, kako si pomagate in v kakšni meri? Ja, tako, ne. Zdaj v bistvu mi smo definirali, če se držim merilne tehnike, ne pač procesu v podjetju, kjer uporabljamo te stvari. Ne. Ampak če se držim merilne tehnike, pa se mi zdi, da je treba narediti jasno ločnico. Ne. Mi v bistvu zagotavljamo strankam točne podatke, nekatere se lahko zanesejo z 0,03% merilne negotovosti. Ne. Potem je pa stvar nekih asistentov, ne, stvar pomoči, ne, pri interpretaciji teh rezultatov. Ne. In mislim, da je treba res jasno potegniti črto. Mi vedno bomo zagotavljali
točne podatke. Ne. Ker pri umetni inteligenci je pa tako, da v bistvu boljše podatke, ki daš, več jih je, bolje lahko deluje. Ne. In ne vem, recimo pri meritvah vibracij so uporabljali v preteklosti zelo enostavno merilno tehniko, ki se dobil ven samo ena številka, ne? In pol ne bi umetna inteligenca iz tiste številke dala ven rezultate. Ne? Ampak umetna inteligenca veliko bolje deluje, če ta merilni del pa matematika ti dajo ven frekvenčne spektre, ti dajo ven značilke, ne vem, debalans, necentričnost, napake na ležajih, ne? In potli z temi informacijami lahko umetna inteligenca pa ogromno naredi. Ne? Okay, Se pravi, goli podatki morajo stati taki, kot so. Ja. Zdaj si rekel, da se odpravljaš v tujino, tudi z namenom seveda pridobivanja novih poslovnih partnerjev. Kaj so pa izzivi, ki so pred vami kot podjetjem? Ja, v bistvu je v času korone, ki se je zdelo, da se bo vse ustavilo, je potem prišla takoj zatem kriza komponent, ne? In je bilo res, to je bilo vojna nabava, ne? Tudi smo lahko dobavljali strankam, je bilo tako neverjetno, ne? In bi ta čas čisto dobro preživeli, če ne bi dobili izjemnega števila naročil, ne? Zaradi tega, ker če eden reče tako, ker mu ljudje verjamejo, skret papirja bo zmanjkalo, ne? Ja, bojo šli vsi v trgovino, pa bojo skret papir kupili, pa ga bo res zmanjkalo, ne? Tako so se obrnili na vas, pač merilno tehniko rabimo zdaj. Ja, sej, ko ni bilo komponent, si vsak rekel, ja, sem mislil še čez 2 let kupiti, ne? Inštrument pa ga bom raje danes, ne? In v bistvu smo celo leto 2022, ne, pa leto 2023 smo delali, da smo te zaostanke v naročilih nekako podelali. Ne. In lani smo naredili več kot 100 milijonov konsolidiranega prometa, kar je tako ekscesno. Ta rast je bila nenormalna. Ne. Tako da letos smo prišli nekako na normalen nivo, ne, tam 80 milijonov, da lepo zadihamo. Ne. Je pa tudi v današnjem svetu, recimo, je pa še nekaj drugega. Ne. Prvič, kar je tisti, ki so misli kupca kupili, ne. Ampak tudi svet se zelo polarizira. Ne. To, da je Rusija napadla Ukrajino, pa da potem je Evropa šla v energetsko krizo, pa odvisnost od teh baterij, pa tako naprej. Ne. Ena vrsta napačnih odločitev je povzročila, da avtomobilska industrija danes je dejansko se že pozna ta kriza. Jaz mislim, da bo to že kakšen let nazaj. Ne. In to čim dalje cajte se to odlaša, najbrž tem nižji bo tista najnižja točka. Ne. Pa se pa še v Ameriki volitve, ki se pozna pri teh večjih projektih. Kaj pa se lahko spremeni v enem ali po drugem primeru za vas? V kakšnem? Ja, če zmaga demokrat ali pa republikanc, ali je to odvisno ali ne? Pa se ni tukaj važno, nekaj bojo počeli, ne. Ustavili se ne bo. Merili se bo, sam še ne vejo, ko, ne. Je treba biti pripravljen na vse. Ja, ne, in tudi firme, recimo, kukar delajo recimo z vlado za te projekte, ne vedo, ne, v katero smer bo šli naprej, ne, in malo čakajo. Ne. Tako da to se sigurno pozna, ne. Ampak to je ta naš del sveta. Ne. Pa Rusija je itak čist se zaprla, ne. Pa tudi recimo Kitajska je čedalje več podjetij je na teh blacklistah, ne, na teh črnih seznamih in z njimi pač ne moremo delati. Ne. Tako da to je, danes je res svet se suče v eno smer, ko upam, da se bo začel zelo malo sukati v drugo smer. Drugače bomo imeli resne težave, nekatere se je treba tudi pripraviti. Sta kar tih. Imam jaz eno vprašanje. Mene je zdaj ena čist filozofska prestrelila, ki mogoče bi bilo dobro narediti na vseh glavnih mestah, po vseh državah, na vseh kontinentih stopnjo človeške neumnosti, da bi prikazali daily, ne, za odločitve. Ja, vidiš, in to sem jaz včasih govoril, edina stvar, ki jo ne znamo zmeriti, je človeška neumnost. In tu bi bil po moje kar tak poveden monitor, ki bi se vsi malo zamislili glede. Tudi taka skala ne obstaja, ne? Ja. Ker je lahko, veš kakšno.
Ne, ob tem polarizacijskem svetu me zanima tudi to. Veš, ti si prej rekel, ne, kar mene straši. Ne, ogromno število natančnih podatkov se da dobiti o vsem. Ne. Praktično vsaka stvar skoraj na svetu je izmerljiva, sploh s takimi strokovnjaki, ki ste vi. Ne. Ampak kar mene skrbi, je pa ta interpretacija podatkov. A vi v podjetju ste zaščiteni, naprimer, da z vašo merilno tehniko se dobi neke podatke, pa je pa lahko interpretacija napačna. No, to je po mojem kar problem, ne? Ja, mi v bistvu zagotavljamo orodja. Ne. Interpretacija rezultatov je na strani strank, ne. Tako da se s tem ne ukvarjamo. Ne. Zdaj pa te interpretacije so lahko boljše in slabše. Ne. Sigurno so lahko tudi napačne ali pa zavajajoče. Ne. Tako da z naše strani v bistvu lahko pa se že teh 25 let trudimo, da so podatki čim bolj verodostojni, ne, da so natančni, da se ne izgubljajo. Ne. To je naš posel, ne. Sama interpretacija, tukaj se pa stvari... Jure, a vemo, koliko se trboveljski dimnik nagiba levo-desno? Ba je 1 meter, ampak jaz sem bil 5krat gor, pa nisem nikoli nič kaj tazga čutil. A ćemo kaj naštimati gor? Da... Tu se da pa zmeriti. Mi imamo sisteme inercijske platforme, kukrat izmerijo 500krat na sekundo na 2 cm, absolutno natačno na zemlji pozicijo, tako da to sam gor se da, pa bomo vedeli vse. Glede na to, kar si povedal v tej zadnji uri, se mi zdi, da si izjemno preračunljiv v dobrem smislu, razumen, pa da se zelo trezno odločaš, v katero smer bo šel, ne? Ampak me povsem zanima, ne? Kaj se ti zdi, da je bila mogoče največja napaka, ki si jo naredil zgodaj v karieri, če si jo kakšno večjo, da se jo spomniš ali pa tudi poznajš, in kako bi lahko s pomočjo te napake svetoval nekomu, ki postaja ali pa se podaja poslovne vode? Kako bi lahko eno tvojo napako ali pa mogoče napaka prehuda beseda, zgrešeno potezo pretvoril v nasvet za mlade v poslovnem svetu oziroma za kogarkoli, pa je lahko to filozofsko ali pa konkretno poslovno? Ja, mogoče je ena taka stvar, ne, ki je pomembna, je to, ne, da je v Sloveniji smo še relativno mladi, kar se tiče podjetništva, kar se tiče, ne vem, teh sistemov, ne, in mislim, da mladi na osnovi teh izkušenj, ko jih imamo, ne, ko jih tudi zelo radi delimo, ne, da ne pridejo vprašati, ne pridejo se izobraziti v tistem, kar mogoče mi nismo vedeli, pa smo se mogli na lastni koži naučiti, ne, pa je tega veliko, ne, pa se mi zdi, da če se določeni koraki ali pa določene napačne odločitve preskočijo, ne, da je lahko uspeh veliko hitrejši. Ne, tako da ta prenos znanja se mi zdi ključen. Mhm. Jure, a so podatki danes več vredni kot denar ali pa zlato? Ja, s podatki se da kar direktno, v veliki večini primerov se da podatke zelo dobro monetizirati. Ne. Tako da bi se kar strinjal s to izjavo, da so podatki izredno pomembni. Ne. Pa lahko naštevamo primere najbrž še 1 uro. Ne. Kar mene straši, ne, kot voznika. Ne, danes ob vsej kompleksnosti avtomobilov, ki so, ne, danes avto dobro ve, kakšen voznik ga vozi. Ne vem, če se avto tega zavedajo se pa vsi tisti, ki te sisteme tu noto ugradijo. Ključno se ti zdi, da te podatke, ki jih vozniki zberemo s svojim obnašanjem, svojo vožnjo, s svojim vsakodnevnim življenjem v avtu obdržijo za nas. Oziroma, a je te podatke nevarno šerati v luči razvoja, da bomo vsi postali boljši, pa varnejši vozniki, oziroma kaj narediti, da vse te podatke, ki jih na cesti zberemo, ne bo nekdo zlorabil? Ja, to je pa... moje mnenje pri tem je takšno, ne, da ne vem, kot inženir razmišljam o raznih rešitvah, ki bi bile možne, ne. Se mi zdi, da bi bil ključ avtonomne vožnje, bi bilo glih
ravno v tem, da bi v bistvu bili vsi avtomobili opremljeni z neko informacijo o stanju vozila pa tako naprej, ne. Da bi avti videli dejansko drug druga, ne. In se mi zdi, da pri današnjem stanju tehnike, ne, je popolnoma možno, ne. Vsi smo se sprijaznili, da Google ve, kje smo, kaj delamo, ne. In to, da bi recimo avtomobili se med sabo pogovarjali, pa se mene ne zanima, kdo je za ovinkom stoji. Ne. Mene zanima, da je nekdo za ovinkom stoji, da se ne zaletim v njega. Ne. Če je cesta fraj ali ne. Tako, ne. In to je taka stvar, da povezavo infrastrukture, povezavo vozil med sabo se mi zdi, da bo kar nujno narediti, zato da bomo lahko ustrezno avtonomno vožnjo lahko v bistvu nekako ponudili. Seveda se lahko zmeraj še naredi, da srdna prtjače čez cesto, ne? Ampak ne vem, se mi zdi, da vsaj na avtocestah se lahko ogromno stvari veliko bolj enostavno naredi, kot pa da avto sam tipa za stvarmi v svoji okolici, ne? Je pa tako, ne, da se mi zdi, da je pa tukaj res naloga vsaj Evropske unije, ne, da se danes zagotovi, pa sej vemo, da s tem GDPR-om pa tako naprej že itak je moteče, že skoraj ne to, da se sistemi lahko naredijo tako, da bojo varni, ne, da bo vsem v prid. In ne vem, je skoraj se mi zdi, da tudi en Google, ne, ni naredil brskalnikov pa teh sistemov z namenom, da bi posamezne ljudi identificiral, ne. In tudi, jaz ne vem, rečem, če Google mi bere maile, fajn, še odgovori lahko kakšnega, da meni treba, ne, ampak recimo se mi zdi, da je tudi ena taka stvar pa regulative, da se te stvari naredijo na način, da bo vsaj 90% ljudem, ne, nekako udobno v razmišljanju, da to ni težava, ne. 10% pa se mi zdi, da bo zmeraj pa tistih, ker pa vidijo neko teorijo zarote v stvareh, ne. Verjameš, da lahko kompleksnost avtomobila pa obdelavo podatkov, vse meritve, razvoj pripeljemo tako daleč, da na cestah ne bo več prometnih nesreč, če bi avtomobili komunicirali med sabo? Jaz mislim, da bojo se lahko zgodile v kakšnih izjemnih primerih, ki jih je težko predvideti, ne vem, zaradi kakšnega strojloma, ne, ampak na drugi strani pa trdno verjamem, da ni nobene potrebe, da se otroke povoz na prehodu za pešce, da se en avto zaleti v drugega, ne, da te stvari, in to se mi zdi, da je realen cilj, ki je dosegljiv, ne. Jure, si kargaj? Ja, itak, ne. Jaz se spomnim, ko sem kdaj prišel v Trbovlje, pa sem sparkiral na tistem parkingu gor, ko se direkt iz proizvodnje videli na parking, pa so fantje takoj prišli pogledati še na avto, ne. Pa spomnim se, ko sem šel čez glavni hod, pa sem najprej na levo Andreja pozdravil, tebe sem vedno nekje noter najdel med fanti, ne. Predvsem se pa spomnim enega rdečega Mitsubishi Lancer Evo. Ga ima še? To je pa crkno. Kaj si mu pa delal? Vozil sem ga, ne, sej ni pač, stvari odpovejo, ne, kako ne rečem. Ampak pol sem pa rekel, evo, ne, se avto ni več veliko vreden, ne, veš, kaj vam naredil. Na vrh firme ga vam dal tako, da bo, tako kot v kakšnem filmi, na pol dol, ne, z eno gumo dol na streh, ne, kao, ne, ker z žarjavom ga vam dal gor, ne. In pol tako, ker ga je si resiral, Jure, to bi bil pa greh, ne. Ja. In potem se je odločil, da ga bo kupil, tako da mislim, da še danes vozi. Kaj je bila, osmica je bila, ne? Jo. Osmica je bila, ja. Najboljša leta. Ja. Ja, mogoče, ja. Aktivni diferenciali. Od 5 do 8 bi rekel, da je bilo. Dobro, to so že aktivni diferenciali. Ja. Ja. No, skratka, imate pa noter še ne par igrač noter, če se prav spomnim, neko, kaj imate že, ogrodje, enega Airbusa ali kako že? Ja, tako, zdaj v bistvu ena taka zadnja stvar, ne vem, če si je že videl, je ta Batmobil, je motor, ker je v bistvu popolnoma narejen v Sloveniji.
popolnoma električen motor, od Elafeja ima elektromotor v zadnjem kolesu, 150 konjev, pa en kup baterij. In motor je težek 400 kg, ampak je res gleda popolnoma narejen v karbonu. Naredil ga je pa Matija Sever, tale z Dolenjske, Custom Nord, in je vrhunsk. Govorimo o motorju na 2 kolesih. Ne? Ja, tako. No, je tudi nek avion noter, kot se spomnim, neki... En del. Ja, zdaj imamo še raketo. Zdaj imamo v bistvu ta spodnji del Ariane 6 je nekako kar en tak prikaz, da smo res ponosni, da delamo z aerospace industrijo. Ariane 6 je naša, evropska, ne? Ja. A je bilo težko dobiti? Ne, se to je pa narejen čist doma. Vse te stvari. Airbus, v bistvu ta Concorde, je v merilu 1:1, ampak je tudi pač domači izdelek, glih toliko, da se vidi, kako je. Ta avion je bil res mehen. To je imel 4 sedeže, pa zelo neudobne, pa če bil vitek za nadzvočno hitrost. Pokaže nam pa to, pa v bistvu zmeraj razložim, da če ne skrbimo, da tehnika napreduje, gre včasih tudi nazaj. Izgubijo se. To je letalska industrija, ne? Ja, ker ta Concorda so risali s krivulniki. Oni so imeli en velik hangar in so ga 1:1 zrisali s krivulniki. Na risalni tabli. Brez računalnikov, brez vsega. To je res neverjetno. In danes se ne moreš več iz Londona v New York pripeljati v 3 ure pa polne. To je dobro vprašanje. Se ti zdi, da gre letalska industrija v pravo smer, ali se ti zdi, da gre samo pač v smer neke racionalizacije stroškov? Ja, sej je kar nekaj tehnike, je šlo, je skokovito rasla do določene stopne, potem je pa ratala, ne vem, kako bi tem rekel, obrtniško, ker recimo pri letalski industriji so te novi materiali, ki se uporabljajo, so naredili veliko razliko v sami konfiguraciji, v sami obliki, pa ni nekih bistvenih sprememb. Se avto ima še kar 4 kolesa pa volan, pa neki noter. Jaz mislim, da smo za naslednjih 40-50 let obsojeni na 787 pa Airbus A350. Ja, stvar dobro deluje, je racionalna, sej, kako pravijo naši sosedi, ako mreža lovi ribu, dobro je. In tukaj se ta, recimo, pri meni je bilo zanimivo, jaz sem študiral turbostroje, in potem je profesor, je rekel, v tem svetu se je zdaj, firme kot ABB, so naredile stvari modularno, da če hočeš, 100 MW, vzameš 2 modula, če hočeš imeti 400 MW, vzameš pa tukaj ustrezno več. In tukaj, ker se stavljaš kolega kocke, in se rekel, to je jaz nam delo, to je dolg cajt, neč mnogo se nam naredi naslednjih 100 let. Ker je pač tehnika prišla do neke določene stopne, in potli, ko se naredi pa nekaj revolucionarnega, potli narediš pa en skok naprej. In tukaj zna, recimo v letalski industriji, znajo te eVTOL-i, znajo bistveno spremeniti način, kako samo vozilo okoli. Meni je bilo popolnoma zabavno, da bi se zdaj usede, pa poljatok je do Trbovlju v 15 minutah. Ko si študiral turbake, kjer turbak iz avtomobilske zgodovine ti je pa najljubši? To je pa dobro vprašanje. Jaz v bistvu, kaj pa vem, ne bi se mogel odločiti. Ali pa najljubši trije, če se ne moreš za enega odločiti. Ne vem, meni je bil zmeraj en tak fenomen, mi je bil Porsche. To je pač zrasli iz neke dobre zgodbe, pa se mi zdi, da je to en tak večen avto, ko se zelo malo spreminja. Sploh ne vem, če imajo razvojne oblikovalske oddelke, skozi ista, več ali manj. Jure, samozavest, meni je fascinantno, da prej, ko ste se pogovarjali, ko je priletel prvi mail iz NASA, da ti, ko si svojo ekipo 3 ali 4 ste takrat leteli.
Eden od njih je bil celo prvič na avionu, šli ste pa kodirati Space Shuttle. Ja. Kako je to izgledalo, kako ohraniti, mislim, tudi čist ker mi je fascinantno, res, ko sprejmeš tak izziv. Kako je tam, ko ste prišli, ko ste si roko dali? A so vas vprašali, kakšno imate pa vi ekipo? A so rekli, vi štirje ste sami, ali je za vami... Ja, ne, to je bilo kar skrb, ne. So se stara zgodba, ne. Se rekla, vi ste pa nek jump team, ne, tisti, ko greste na teren reševati. Ja. Točno tako. Se niste zlagali, ne? Nismo se zlagali, ne. Nismo tudi povedali, da je doma pa Andrej, kar je za vodenje, pa prodajo, pa Loti, kar je za administracijo, pa pol sem še Uroša, pa Sergeja, ko sta bila bolj za sestavitke, pa za elektroniko, kakšno pošraufati. Kdo je od njih še zmeraj v ekipi? Sergej je še, Loti je še, Andrej je šel lani v penzijo. Aha. Veš, ker naštevaš ta imena, ne, še ena fascinantna stvar mi je, ne vem, kje sem jo slišal, ne vem, kje sem jo prebral, ampak nek sem jo, ker mi je ostalo tako zelo v spominu, zelo lepo, pravzaprav. Tako izjemno mi je bilo, mislim, da si bil na enem izstrelišču, če ne glih v francoski Gvajani, ki je prestopil do tebe eden največjih pa najbolj odgovornih ljudi tam, da bo šla ta raketa v luft, pa je rekel, kako ti v Sloveniji poskrbiš, da imaš tako predane ljudi, da v delu vidijo navdih. In se mi zdi, da tle je daleč največja vrednost, bom rekel, na narekovajih delnice vašega podjetja, da ste res tako povezani med sabo, ne? No, tu je en izmed pomembnih kamenčkov v mozaiku, ampak ni več kot to, ne. Če firma ni dobro organizirana, če ni ekipnega duha, ne, če ni tiste predanosti, ne, potem tudi recimo na slabo firmo, če bi sistem solastništva uvedel, mislim, da ne bi naredil bistvene razlike, ne. Tu je en del pač tega, ne. Je pa to zelo kompleksno vprašanje, ne. Ampak pa si to namensko gradil že od samega začetka podjetja, ali je enostavno si dobil take zanesenjake, ki ste uživali v svojem modelu in je to se pol širilo kot španska gripa v pozitivnem smislu? Ja, se je tako, ne, da v bistvu zdaj v zadnjih letih smo zelo hitro rasli, ne, in pol, ne vem, imeti en tak ekipni duh v ekipi 5 ali pa 10 ljudi je čisto drugačne, kot v ekipi 200, ne. In tukaj moramo pa iti še korake naprej v razvoju samih poslovnih modelov, ne. Ne vem, razmišljam o tem, da bi firmo razdelil na več manjših oddelkov, vsak zadolžen za svoje, ne vem, področje, ne, da bi potem to nekako še bolj začutili tisne, da je eno samo področje tisto, ki jih more obvladovati. Tako da vodenje podjetja je never ending story, ne. To je glih tako, ko razvijaš produkt, ko razvijaš tehnologijo, je treba tudi podjetje razviti, ne, zaradi tega, ker, ne vem, neke teorije pravijo, ne, najbolj pomemben izdelek podjetja je samo podjetje, ne, pa kako je organizirano, ne. Kakšne delavce se zelo poišče? Ja, zdaj je zelo veliko pomanjkanje tehničnega kadra, ne. To je že kar nekaj let, pa s to avtomatizacijo pa tako naprej bo temu umetna inteligenca, bo to večen problem, ne, se mi zdi v tej naši dobi, ne. Tako da to je tista stvar, ko tudi ti nekako omejuje hitrost razvoja podjetja, ne. Ideje je ogromno, želje je ogromno, ne. Če ti en SpaceX reče, da bi dal svoje inštrumente na raketo, pa rečeš ne, zaradi tega, ker nimamo dovolj kapacitet, da to razvijamo, je to, ne, za enega tehnika, bolečina v srcu, ne. Prej si omenil tisti income, ne? Kakšen kos te pogače pa se namenja razvoju podjetja? Prvs? Ja, ogromne, tako da v bistvu v Sloveniji nas v bistvu več kot polovica, ko razvijamo stvari, ne, tako da v stroških je to kar signifikanten del, ne. Ti vsak večer, ko greš spat,
zapreš oči, rečeš, se vprašaš, sem pozabil kaj zmeriti. Ne, jaz spim čisto redo, pa rabim tistih svojih 8 ur, ne. Tako da to je, noči so tiste, ne, ko kar zvečer kaj tuhtaš, pa se zjutraj zbudiš. Takole, ne, in pa se mi zdi, ne, da jaz ne vem, nekako čudno smo narejeni, no, da ko kar stvari se nekako dajo neke utečene smernice, ne, da bi rekel, ok, zdaj bi lahko pa majčkeno počil, ne, potli pride na misel kakšna stvar, ne, a veš, ko je pa res fajn, ne, in potli imaš dela spet neskončno, ne. Kaj pa je par unih trenutkov, imaš še kakšnega, prej si že omenil tisti občutek, ki si se z avionom nazaj pelil iz strelišča, ki je vse stabilno delovalo. A je še kakšen tak trenutek, ki se ti bo zavedno ostal v spominu? Ja, v bistvu tudi, ko delajo z velikimi strankami, ne, pa za take velike projekte, ne, je meni še zmeram zelo zanimivo, pa tako nekaj najlepšega, pridi do strank, jih poslušati in lahko rešiti izzive, ne. Pa ne bo to, ne vem, čist mehna firma, startup ali pa, ne vem, traktor ali pa karkoli, ne. Se mi zdi, da to ne bo nikoli ugaslo, ne, in je tako, ker cajt korone je bil res tak čuden, ne, nismo mogli potovati, ne, in pol se mi zdi, ne, da tako, če sem 3 mesece doma, ne, da kar nekako sem malo kar ratam nestrpen, ker se mi zdi, da izgubljam tisti stik strankam, kaj bojo res želeli si v prihodnosti, kam gre svet, ne, tako da je treba vsake dokcajta iti po svet, pa malo to iti pogledati osebno, ne. S čim se pa sproščaš? Ja, jaz zelo rad hodim v hribe zadnje čase malo, ker je preveč tistih idej, ne, ki jih je treba pol podelati, ne. Ampak to je tista stvar, ki je nekako resnično mi zelo pri srcu. Katera ti je najlepša slovenska gora? V bistvu mi je najbolj všeč mi je Mangart, in sicer po tej Via Italiana, pa še Slovenska gor, in to je, ne vem, mislim, da je več kot 1000 metrov višinskih v skali noter, pa nikoli nisem plezal prosto, ne, tako na vrhu, ne, ampak te ferate so mi pa v izredno veselje, ne. Vem, da nam malo strižeš časom, ne? Zato se mi zdi, da je zdaj čista prav trenutek, da ti postavimo zadnje vprašanje, in sicer, kjer je bil tvoj prvi avto? Moj prvi avto je bil pa BMW 3, und 4 lučkam, čist brez elektronika, v spredi 70% teže, v zadnji 30% teže. E30. Zadnji pogon, po zimi je bilo treba dati nekaj težkega noter, da si kam prišel, ne, ampak je bil pa neskončno zabaven, ne. Tako da to je bil ta prvi avto, ne. No pa če smo pri koncu, ne, bom pa še jaz nekaj prebral, ne. In sicer včeraj mi eden prinesel itak te koledarji vidni, ne, in potem mi en kolega napiše, ne, da je čisto slučajno videl, ko v koledarji, ne, greš atmosfercem na podcast, ne, in si rekel, jep, ne, in potem mi napiše, največji avtomobilistični carji v Sloveniji. Njihovi podcasti so za na repeat. Predvsem, ker niso debate zgolj o avtih, ampak na splošno. Tehnika, dizajn, life, super bo tole. A je bilo to? Odlično. No, evo vidiš, to pa je pohvala. A smo vsi ali kocine, ali solzice, ali nekaj smo naredili, da Mislim, jaz sem dobil zdaj tvoje strelišče, ne. Moja tipala sem nekaj zaznala. Jaz se zdaj počutim tako, ko si se ti, ko si se s tistim avionom zdaj pelal in a veš, naše delo je dejansko na nek način težko izmerljivo. Po eni strani so tukaj sem kliki, pa ne vem, nagledan čas, po drugi strani je pa to taka strast do vsebine, ki jo imate, ki jo v resnici razumete, sem inženirji tacga kova, ko si ti pa tvoji sodelavci in meni gre do kocine gor in jaz sem izjemno
počaščen, vesel, da za to mizo smo gostili že toliko izjemnih gostov, toliko izjemnih zgodb in jaz verjamem, da to, kar sem rekel na začetku, ne, Slovenija je dežela tehniške kulture in Jure Knez s celo ekipo, slovensko, pa tudi tisto v Ameriki, tam pač to dokazujete in jaz res zelo spoštujem take zagnane ljudi. No. Jaz se tudi zahvaljujem za povabilo, ne, pa res hvala, da prav to tehniško kulturo tukaj v Sloveniji spodbujate, pa mlade navdušujete. Mislim, da je to res izjemno pomembno delo za prihodnost. Ne, tako da, res lepa hvala. Jure, hvala. Kakor vedno rečem, take pohvale so naše gorivo, da pa seveda podcast deluje tudi tako in drugače, je pa to gorivo priskrbi Petrol, tako da hvala tudi Petrolu in jaz mislim, da lahko zakucamo. Dajmo zakucati, to je to. Jure, če bo kje kakšen lager iz rakete ven, bi ga imel za spomin. Ja, vidiš, da tako le malo zbiramo nekaj. Nisem ga v žep, ne riskirati zdaj kaj hudega, ampak da mi sem še nekaj povedal. Je res SpaceX začel na starih ruskih raketnih motorjih? Tako je, pa merilno tehniko je na eBay kupoval rabljeno, da so začeli meriti. No, okay. A veš, da ni ne bo meja. Ajde, hvala. Čau.